Pozdravljeni! Kljub prazničnim dogodkom, ki so zaznamovali minule dni oziroma tedne v Ormožu in okolici, skrb za plodnejši jutri ubira nove poti. Pred dnevi smo bili na posvetu, ki ga je na kmetiji Kosi na Dobravi pripravila zadruga kooperativa Kristal. Beseda je tekla o novih oziroma boljših semenih za pšenico in druge žitarice. Ormoška zadruga kooperativa Kristal, v katero so se pred leti ponovno združili pridelovalci sladkorne pese, svoje poslanstvo širi v več smeri. Željo, da članom ponudi tudi semena drugih poljedelskih kultur, sodelujejo s Semenarno Ljubljana. Predvsem pšenico, ječmen in podobno. S tem, da pa vsa semena različnih sort določene kulture tudi preizkusijo v praksi. Kar pomeni, da pred vsem novim semenom sledijo od setve do žetve. Mirko Kosi ugotavlja, da so se nova semena dobro obnesla, tudi na poskusni njivi na Dobravi. Lahko rečem, da smo po svoje zadovoljni, kajti to je nadgradnja sodelovanja z Semenarno Ljubljana. V imenu naše kmetije Kosi iz Dobrave, kakor tudi lahko rečem v imenu zadruge kooperative Kristal, katera je poslovni partner Semenarne Ljubljana. In danes na tej njivi kmetije Kosi je predstavitev poskusov, sortnih poskusov pšenic in ječmenov, kako tudi tridikale, ki jo seveda v ponudbi ima Semenarna Ljubljana in je seveda njihov tudi interes, da enostavno preko takih predstavitev seveda promovirajo ali pa v praksi dokazujejo kvaliteto svojih ponujenih semen. Ne, tako bom rekel, tukaj na kmetiji Kosi imamo zelo velik asortiman v poskusu, se pravi v preizkusu so tudi nove sorte. Kar se tiče v prodajo, grejo sorte, ki so v preizkušanju najmanj 2 leti, da vidimo, kako je odpornost bolezni, sam pridelek, kako se razraščajo, kako so prilagodljive na določen tip tal. In hvala Bogu imamo srečo, da smo lahko tu dali v preizkušanju tudi sorte, ki bojo mogoče v prihodnosti v samem prodajnem programu. V široki ponudbi se seveda ni enostavno odločiti za pravo seme. Da pa to dobro usklije, pa je pomembnih več dejavnikov. Zato so tovrstni preizkusi več kot dobrodošli. Ja, saj malo moraš biti tudi, jaz rečem, trčen, ne, da pristaneš na neko, ker je seveda izguba nekoliko časa. Je pa po svoje tudi neka možnost promocije, da tako rečem, ali pa seveda preverjanje tudi za nadaljnjo setev na ostalih poljih in za naše člane zadruge, kakor tudi ostale, ki lahko v praksi praktično vidijo, zdaj tudi na naših koncih take primere, ki smo jih hodili včasih tudi gledati neke druge kraje. Tako da eno obveza, pa prijetno, pa koristno, vse nekako na enem mestu. No in koliko sort je, vidi se kar velika, dolga njiva. Ja, je 8 sort, različnih sort pšenice, 6 sort ječmena in 3 sorte tridikale. Tako da je kaj videti, ja. Je pa res, da je letošnja pomlad bila malo težja za žita in na tem področju, ki so tudi težje tla, je pač bilo zastajanje vode, tako da je malo vplivalo na mogoče zdaj tudi na pridelek. Je pa res, da je letošnja sama letina zdaj, ko so že začeli padati prvi klasi ječmena, se že kaže nekoliko skromnejša žetva, kot je bila mogoče pričakovana, ampak narava je pač svoje naredila.
Glede na udeležbo na praktični predstavitvi semen oziroma rasti žitaric so takšne predstavitve gotovo v pomoč pri odločitvi za nakup semen, kar je seveda tudi namen tega preizkusa, ki ga je za svoje člane in tudi druge zainteresirane pripravila zadruga Kristal oziroma kmetija Kosi na Dobravi. Minulo sredo je župan občine Ormož, Danijel Vrbnjak, v sodelovanju z gimnazijo Ormož pripravil sprejem za dijake, ki so letos opravili poklicno maturo iz predšolske vzgoje. Maturantom so razdelili maturitetna spričevala in priložnostna darila. Poklicno maturo 2023 je opravilo vseh 20 dijakinj, ki so program predšolske vzgoje na gimnaziji Ormož zaključile kot 6. generacija. Je v svojem pozdravnem nagovoru naznanila ravnateljica gimnazije Klavdija Zorjan-Škorjanec, ki ponosa nad 100-odstotnim uspehom dijakinj ni skrivala. S sporočilom, da naj še naprej sledijo svojim ciljem in verjamejo vase. S podobnimi besedami je maturantke in njihove starše oziroma spremljevalce nagovoril tudi župan Danijel Vrbnjak in izrazil željo, da kamorkoli jih bo že vodila življenjska pot, naj se le še vračajo v Ormož in živijo spomini na 4-letno šolsko obdobje, ki so ga preživeli na ormoški gimnaziji. Županovi sprejemi za maturante so vedno slovesni trenutki, saj ob tej priložnosti maturantom podelijo spričevala, občina pa jih obdari še s knjižno nagrado in s poletno vstopnico za ormoško kopališče.
bolnišnici Franca Ksavra Meška je v organizaciji Medobčinske zveze prijateljev mladine Ormož sredi junija potekala prireditev za zlate bralce. Zlati bralci so učenci 9. razreda, ki so vseh 9 let uspešno opravili bralno značko. Gost prireditve je bil fotograf in avtor številnih fotoknjig Ciril Ambrož. Tudi Medobčinska zveza društev prijateljev mladine Ormož že vrsto let sodeluje v projektu Zlata bralka, zlati bralec, ki poteka znotraj društva Bralna značka Slovenije. V okviru projekta s knjigo obdarijo učence 9. razredov, ki pomeni pohvalo za 9-letno sodelovanje oziroma branju za bralno značko. Uvodoma je zbrane zlate bralce pozdravila direktorica knjižnice Milica Šavora, potem pa jih je z izbranimi besedami nagovorila še predsednica Medobčinske zveze društev prijateljev mladine Aleksandra Kociper. Gost prireditve je bil fotograf in avtor številnih fotoknjig Ciril Ambrož, s katerim se je pogovarjala bibliotekarka Marijana Korotaj. Letos je na 4 osnovnih šolah v občini Ormož ter na osnovnih šolah Središče ob Dravi in Sveti Tomaž skupaj bilo 36 zlatih bralcev. Mi bi si sicer želeli, da bi jih bilo več, smo pa vsekakor ponosni na teh 36 zlatih bralcev, ki jih imamo. Res je, da veliko na to vpliva zagotovo ta napredna tehnologija, tako kot je bilo tudi danes tam večkrat omenjeno, povedano, tako da res po šolah se na različne načine trudimo, da bi se otroke spodbujalo k branju, da bi nekako se jim privzgojila ta ljubezen do knjig, do branja, tako da je pa to čisto res odvisno, ne, od vsakega otroka, tudi starši, kako doma spodbujajo, pristopijo k vsemu temu skupaj, tako da bomo rekli, tako kot sem rekla, da smo ponosni na te letošnje zlate bralce. Vsem devetošolcem v Sloveniji, ki so ves čas osnovne šole brali za bralno značko, so letos podarili delo Tine Bilban, Kako razumeti svet. 50 abstraktnih izumov s ilustracijami Ivana Mitrevskega. Posebnost projekta Zlati bralec bralka je, da knjig, ki jih podarijo, ne moreš kar tako kupiti, ampak si jih moraš zaslužiti z branjem. Običajno gre za posebne izdaje nagrajenih knjig. Letošnje šolsko leto je za bralno značko bralo okrog 140.000 šolarjev v Sloveniji, nad njimi pa je bdelo 7.000 mentorjev, navajajo v društvu. Da šolar osvoji bralno značko, mora v enem šolskem letu prebrati določeno število knjig. Prebrati sem mogla 4 knjige in 1 pesniško zbirko. Kakšne pa? Kakšna je bila tematika? So bile zanimive? So učitelji podali predloge ali si sama izbrala? Knjige sem si lahko izbrala sama. Brala sem večinoma kriminalke, ker imam tako tematiko knjig najraje. Bral sem različne knjige, znanstveno fantastiko, Gospodar prstanov, pa tako. Vsa leta si prejel bralno značko. Kaj si bral skozi vsa ta leta? Za nižje razrede se ne spomnim, verjetno bolj takšne otroške, tiste primerne za tiste obdobje. Seveda bolj debelejše knjige sem bral, čim sem prišel v razrede, to pa je to. Društvo Bralna značka je prve knjige iz zbirke Zlata bralka, zlati bralec devetošolcem podelilo v šolskem letu 2003-2004. Društvo je tako 20 generacijam mladih bralk in bralcev, vključno s tekočim šolskim letom, podarilo že 340.500 knjig. V ponedeljek 26. junija je pred grajsko pristavo v Ormožu potekal sprejem za rokometaša Marka Bezjaka, ki je pred kratkim z nemškim rokometnim klubom Magdeburg osvojil lovoriko v Evropski ligi prvakov.
Ormožan Marko Bezjak je svojo rokometno kariero začel v Ormožu. Toliko bolj smo nanj ponosni. Sprejem je v sodelovanju z Javnim zavodom za turizem, kulturo in šport občine Ormož pripravil Bezo tim. Sprejem za rokometaša Marka Bezjaka je bil eden izmed množično obiskanih dogodkov, saj Ormož že od nekdaj velja za mesto rokometa, rokometaši pa za mestne junake. 37-letni Ormožan Marko Bezjak je eden tistih, ki so se kalili na rokometnih igriščih v Ormožu, kasneje pa rokometno pot nadaljevali v najuspešnejših slovenskih ali evropskih rokometnih klubih. Tako je Bezjak iz rokometnega kluba Jeruzalem Ormož prešel v Gorenje Velenje, iz Velenja pa v nemški Magdeburg, kjer je igral kar 10 let. Svoje 10-letno obdobje v Magdeburgu pa zaokrožil verjetno na najboljši možni način, s osvojitvijo prvega mesta v Evropski ligi prvakov. V vrsti vrhunskih rezultatov, ki jih je dosegal z rokometno ekipo Magdeburga, je bil tudi eden ključnih rokometašev, ki so v prvem nastopu na Final Fouru v Kölnu v polfinalu po izvajanju 7 metrovk premagali branilca naslova Barcelono in v finalu po podaljšku še Kielce. Z reprezentanco Slovenije je osvojil bronasto kolajno na svetovnem prvenstvu leta 2017 v Franciji. V nepozabnem malem finalu je slovenska izbrana vrsta v drugem polčasu zaostajala že 8 zadetkov. Nato pa prav po zaslugi maestra Bezjaka zmagala z rezultatom 31-30. Marko Bezjak je zaenkrat edini Ormožan z nastopom na olimpijadi, in sicer v Braziliji, ko je slovenska reprezentanca osvojila 6. mesto. Dovolj, da smo na Marka Bezjaka, Bezota, kot mu pravijo prijatelji, lahko posebej ponosni. Z darilom in nagovorom ga je najprej pozdravil Mladen Grabovac, predsednik rokometnega kluba Jeruzalem Ormož. Pozdrav vsem skupaj tudi iz rokometnega kluba Jeruzalem Ormož. Mark bi se rad zahvalil, da je prišel pozdraviti svoje rodno mesto in pa vse vas. Nekaj malega smo mu tu v imeni kluba pripravili, notri še nekaj skritega, ampak ne sme to pokazati, ker je skrivnost. Rad bi mu čestital za vse uspehe, posebej za tega zadnjega. In tiste besede verjetno niso uspeli dobiti še njegovega verjetno trenera, ki ima največji staž, Pixija, ki ga je imel od malega, ki je trenutno v Grčiji za reprezentanco, da bi še on povedal svoje mnenje. V glavnem pozdravljate in ti tudi on čestita. Jaz pa nimam kaj dodati preveč, kak eno anekdoto lahko povem, da Marko se verjetno ne spomni, ampak prvi gol, ki je dosegel v rokometu nasploh. Nasploh? Lahko pomaga malo. To je bilo prvi razred, spomnim se, ker sem slučajno na mesto Pixija bil trener v Veliki nedelji, ko smo že ne vem proti kom, to sem pozabil, pa smo že vodili z veliko razliko, pa smo tebe kot najmlajšega dali, da si streljal penal in si zadev. Drugače pa sam osebno sem vedno Marka zelo cenil, čeprav mi je delal precej sivih las, ko smo bila še soigralca. Jaz sem bil malo starejši, še zdaj sem, ampak se je videlo že tedaj, da ima perspektivo in pa talent, da postane nekaj malo več od rokometaša, kot smo mi bili. Najbolj pa cenim pri njem predvsem to, da mu ni važno, kako bo on igral, koliko zadetkov bo zabil, ampak mu je vedno bila v ospredju ekipa. In to se je videlo celotno njegovo kariero. Čestitam še. Kot smo slišali, se je Marko pred 7. razredom tudi ukvarjal z nogometom,
In če bi malo bolj vztrajal, jaz verjamem, da bi danes tudi bili tu, ko bi se poslavljal od aktivne kariere pri Real Madridu ali Barceloni. Marko, vse čestitke tudi v imenu nogometnega kluba, ki ti stoji ob strani. Danes je za Marka prav poseben dan. Prej ste že v eni izmed čestitk slišali, da ima Marko danes tudi rojstni dan. Tvoj dan ne bo samo rojstni dan na tale datum, ampak v prihodnje še kaj več. Na oder pa sedaj vabim tvoji ljubki deklici, Lino in Leni, saj imata za tebe en prav poseben plakat. Sedaj pa še tudi vabim našega gospoda župana Danijela Vrvnjaka, da se pridruži tukaj na odru, nam podeli svoje misli in pove, kakšen dan bo tale dan v prihodnje za občino Ormož. Marko, danes nas je malo več na odru. Pridružili so se mi tudi občinski svetniki občine Ormož. Prav je, da se vidi, da te občina podpira pri tvojem rezultatu, da te toliko ljudi vidi kot res pravega športnika. Prej je bilo rečeno, včasih si igral v začetku nogometni klub, se še spomniš, mi dva so bila celo soigralca, ne? A to pa se lahko jaz pohvalim, evo. Še nogomet mali, ja, tako. Nogometna pot te je popeljala do vrhunskih rezultatov, da ne naštevamo, dosegel si vse, kar je mogoče. Verjamem, da tvojih uspehov še ni konec. Glede na to, da si tudi Ormož popeljal, bi rekel, v svet, ti prvo, kar ti podelimo, je najvišje županovo priznanje, veliko fibulo, za ves tvoj trud v športu, za tudi to, kar je posebnost Marka, koliko sem te takrat spoznal, ko sva še bila soigralca, to je bil res človek na mestu, tako kot je bilo povedano, ni bil človek, ki bi samo gledal na sebe, ampak vedno je gledal na ekipo in na ljudi, ki so okoli sebe. Marsikateremu mlademu, ki danes sedi tukaj, ali pa je z nami, si jim bi rekel, jih usmeril v pot rokometa, v tebi vidijo zgled in to je športnik z veliko začetnico, Marko Bezjak, dajmo še en aplavz. Zdaj preko pa še imamo eno tako zelo lepo dejanje, zdaj sicer Slavko nam je odnesel, ampak se bo videlo. Tam piše dan Marka Bezjaka. Jaz mislim, pa tudi danes si tukaj zbrani, smo sigurno enotnega mnenja, da si pa v mesecu juniju vsako leto en dan zaslužimo posvetiti rokometu v naši občini in pa tako velikemu imenu, kot je Marko Bezjak. Zato ga bomo Marka prosili, da si označi dan, kateri dan v mesecu pa bi to bil. Evo, 26. junij, ne bo dan pri nas posvečen rokometu Marko Bezjaku v občini Ormož. Zdaj pa še eno taka simbolična zadeva, ne? Danes smo slišali vse uspehe odličnega športnika. Njegova življenjska športna pot se nekako začne rokomet Jeruzalem Ormož, Gorenje, Magdeburg, Nekse.
Pa še mogoče ena slika od našega likovnega društva Likovo. Ko smo gledali slike, pa katero sliko ti naj podarimo, se v tej sliki vidi eno simboliko. Ormoška vrata, ki so bila vedno in bodo vedno odprta za tebe, v našo občino, v našo mesto. Mogoče pa tako si rekel, po tistih 2 letih, nek se, pa še bo kakšna črta z vprašanjem. Pa mogoče veš, kaj se misli povedati. Vrata bodo odprta, dobrodošla vedno tudi pri nas. Sliko, ki si jo prejel, slika nakazuje vrata, to pomeni, da so ti odprta ves ta čas v Ormožu, to je vseeno neka simbolika torej za tvojo prihodnost. Domnevamo namreč, da se boš čez 2 leti iz Našic vrnil domov, ne? Ja, seveda, zdaj simbolika, slika, ne vem, kaj je v darilu od RK Jeruzalem Ormož, ja, sigurno nekaj sumljivega, nekaj v tem smislu, tako da ja, lepo je vedeti, da ljudje si želijo, da bi še vedno prišel sem. Mi smo tudi, kot družina, pač ne živimo v Ormožu, ampak smo ostali blizu, ker tu imamo, jaz in moja žena Dominika imamo večino prijateljev, tako da bomo vedno radi prišli v Ormož, se vrnili še in ja, bomo videli še, kaj bo čas prinesel. Bi torej po 2 letih Našic lahko še kakšno sezono odigrali v Ormožu? Marsikdo si to želi. Ja, to ni samo odvisno od volje, to je tudi odvisno, jaz mislim, da od mojega zdravstvenega stanja, tako da težko zdaj kaj točno povem, ampak ja, pustimo vrata odprta, pa bomo videli, ali če se bo čez 2 leti mogoče še kaj dalo z mojim telesom igrati rokomet ali pa mogoče kako drugače pomagam ne samo Jeruzalem Ormož rokomet, ampak nasplošno predvsem otrokom, da pozabijo te časi na računalnike, na telefone in da se čim bolj ukvarjajo, se zamotijo z športnimi aktivnostmi. No, to pomeni neke vrste trenerstvo, imaš v misli? Ja, zdaj, tako se rekel, jaz imam v misli, da bi ostal v rokometu, v športu, zdaj v kakšen poklic bo to, še točno ne vem, ampak jaz sigurno imam neko željo, da če sem nekaj delo zdaj 20-30 let, da bi bilo tudi, da je bilo pravično od mene, da ne bi pač nekega znanja in kaj sem vse spoznal v teh letih, ne bi prenesel na te mlade in ja, imam še nekaj časa za razmislek, kako naprej, ampak sigurno nekaj v tem smislu. Zaenkrat Marko Bezjak še ni rekel zadnje. Kot je bilo povedano, se za naslednji 2 leti seli v Nekse k Branku Tamšetu v Našice, kjer bo torej z Neksami poskušal streti morda najtrši oreh in s hrvaškega rokometnega prestola strmoglaviti Zagreb. Pa še na dan športa, ki je potekal v okviru 4. občinskega praznika, se spomnimo. Veliko se je dogajalo, dan pa se je zaključil z nogometno tekmo med javno upravo in gospodarstveniki z zelo zanimivim rezultatom. Ribiška družina Ormož je tudi 4. občinski praznik počastila z ribiškim tekmovanjem, ki ga je organizirala v sodelovanju z Javnim zavodom za turizem, kulturo in šport občine Ormož. Tekmovanje je potekalo ob ormoškem ribniku. Z ribiči, kot je bilo videti, pa so tekmovali tudi labodi, stalni prebivalci ribnika, ki pa jih številčna družba, kot je tudi bilo videti, ni preveč motila. Gotovo, da je ulova bilo za vse dovolj. Odvisno pač od znanja in predvsem spretnosti ribičev.
Skupaj 33 ribičev je tekmovalo za prehodni pokal občine Ormož, s tem, da so podelili tudi pokale ekipam, ki so osvojile prvo, drugo in tretje mesto. Razen ribičev iz ormoške ribiške družine so se tekmovanja udeležili tudi ribiči iz ribiških družin Markovci, Borovci, Gorišnica, Varaždin in Cestica. Tekmovanje je potekalo od 9. do 12. ure. Ribe pa so najbolj lovile ekipama ribiške družine Ormož, ki sta zasedli prvo in drugo mesto. Prvi so ujeli 60 kg rib, drugi pa 41. Tretja pa je bila ekipa športno-ribolovnega društva Markovci, ki je v določenem času ujela za 40 kg rib. Ravno tako ob 8. uri pa so s tekmovanjem v kegljanju s kroglo na vrvici začeli upokojenci. Letošnje tekmovanje za pokal občine Ormož je potekalo v organizaciji Društva upokojencev Miklavž pri Ormožu na tamkajšnjem kegljišču. Tekmovalo je 18 ekip, 9 ženskih iz Društev upokojencev Miklavž, Ormož, Središče, Podgorci, Velika Nedelja, Ivanjkovci, Kok, Sveti Tomaž in Gorišnica, ter 9 moških ekip iz Društev upokojencev Miklavž pri Ormožu z 2 ekipama, Ormož, Središče, Podgorci, Velika Nedelja, Ivanjkovci, Kok, Sveti Tomaž in Gorišnica. Najboljše 3 ženske in 3 moške ekipe so prejele pokale. Najboljši 2 ekipi pa tudi prehodni pokal. Med moškimi je prvo mesto osvojila ekipa Sveti Tomaž. Drugi so bili kegljači iz Središča ob Dravi in na tretjem ekipa iz Ormoža. Med ženskami so se najbolje odrezali ženska ekipa z Gorišnice, na drugem mestu so bile kegljačice s Koga in na tretjem Ormožanke. S tem, da pa za prehodni pokal tekmujejo samo društva iz občine Ormož. V seštevku skupaj podrtih kegljev sta prehodni pokal osvojili ekipi Društva upokojencev Ormož. Razen tekmovalcev se je na prizorišču zbrala tudi vrsta navijačev, v glavnem pa tekmovalnega vzdušja, a tudi dobre volje ni manjkalo. S pričetkom ob 9. uri se je na teniškem igrišču v Ormožu pričel tudi teniški turnir za pokal občine Ormož. Turnir je v čast 4. občinskega praznika organiziral Teniški klub Ormož v sodelovanju z javnim zavodom za turizem, kulturo in šport občine Ormož. Tako so se zbranim tekmovalcem uvodoma pridružili tudi župan Danijel Vrvnjak, podžupan Zlatan Fafolič in direktor javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Andrej Vršič. Za pokal je lopar vrtelo skupaj 30 tekmovalcev. 28 jih je bilo iz ormoškega teniškega kluba in 2 iz okoliških. Tekmovalni pari so bili mešani, kar pomeni, da sta se v igri lahko pomerila tudi ženska in moški. Pare so določili žrebom. Prav tako je žreb določil tekmovalne pare v finalni igri. Prvo mesto je osvojil Rok Seljak, ki je odnesel tudi prehodni pokal občine Ormož. Na drugem mestu je pristala odlična Mateja Kovačič in na tretjem Gorazd Mušič. Že od jutra je bilo živahno tudi na nogometnem igrišču v Ormožu, kjer je prav tako v organizaciji občine Ormož, javnega zavoda za turizem, kulturo in šport ter nogometnega kluba Ormož potekal nogometni turnir med ekipami krajevnih skupnosti v občini, in sicer za pokal občine Ormož. Prijavljenih je bilo 6 nogometnih ekip, iz vsake krajevne skupnosti po 1, kar pomeni iz krajevnih skupnosti Ormož, Velika Nedelja, Podgorci, Kok, Ivanjkovci in Miklavž pri Ormožu. Kot je to običajno, so tekme potekale po sistemu vsaka ekipa za vsako.
Sledi polfinale in finale. Zmagovalka turnirja je bila nogometna ekipa krajevne skupnosti Velika Nedelja. Drugo mesto je dosegla ekipa Miklavž pri Ormožu in na tretje mestu so pristali Ivanjkovci. A so blesteli tudi nogometaši iz krajevne skupnosti Podgorci, ki so bili četrti, ter iz krajevne skupnosti Koki so pristali na 5. mestu. Gotovo pa nogometna ekipa krajevne skupnosti Ormož, ki je pristala na 6. mestu. Prehodni pokal občine Ormož je letos iz rok ekipe krajevne skupnosti Ivanjkovci prešel v roke ekipe iz krajevne skupnosti Velika Nedelja, ki je torej bila nepremagljiva. Po zaključenem nogometnem turnirju med ekipami krajevnih skupnosti v občini se je dan že prevesil v nogometno popoldne, ki pa je prineslo nogometno tekmo med ekipo javne uprave in ekipo gospodarstvenikov. Ekipa uslužbencev občinske uprave je zaigrala pod vodstvom župana Danijela Vrbnjaka in ekipo gospodarstvenikov v občini je vodil podjetnik Mitja Lukner, ki je sicer tudi predsednik nogometnega kluba Ormož. Tekma je verjetno predstavljala višek celodnevnega športnega dogajanja v okviru 4. občinskega praznika in je dejansko bila pravi spektakel za nogometne navdušence na tribunah. Ekipi sta dali vse od sebe, ampak se je izkazalo, da gospodarstveniki vse bolje in bolje zabijajo gole. Glede na lanskoletni rezultat, ki je bil neodločen, so letos odločno premagali javno upravo z rezultatom 6-0. Za konec pa še o jubilejnem 20. ormoškem nočnem uličnem teku, ki je potekal 23. junija. Na štartni črti so se tudi letos zbrala znana imena iz tekaških vrst v Sloveniji. Seveda ni izostala tudi kvalitetna mednarodna zasedba. Nemalo tekačev in tekačic je bilo iz sosednje Hrvaške. Teka pa se je udeležila celo tekačica iz Španije. 6, 5, 4, 3, 2, 1, start! Atletski klub Ormož je bil gostitelj že 20. jubilejnega ormoškega nočnega uličnega teka. Prvi tek po ulicah Ormoža je potekal leta 2003, ko so se v ormoškem klubu odločili pod vodstvom še danes edinega predsednika Ivana Goloba izpeljati to zelo zanimivo prireditev. Tekaškega spektakla po ulicah Ormoža ni pokvaril niti dež, ki je padal skozi celotno prireditev. Tek je tudi tokrat bil mednaroden. Udeležilo pa se ga je 159 nastopajočih. Najštevilčnejša udeležba je bila zabeležena leta 2020, ko je nastopilo 199 tekmovalk ter tekmovalcev. Dogodek je obsegal 2 teka za mlajše na 550 in 1100 metrov, družinski tek, štafetni tek, tek žensk na 4000 metrov in tek moških na 4800 metrov. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start! Zmag na glavnih tekih sta se veselila Lea Haller, atletsko društvo Mas Ljubljana s časom 13 minut 42 sekund in Matija Rizmal, prav tako atletsko društvo Mas Ljubljana s časom 14 minut in 7 sekund. Hallerjeva je zmagala pred Špelo Gonza, ki je dobila teka v Ormožu leta 2021 in 2022. Lea Haller, zmagovalka. Špela Gonza, drugo mesto. Odličen tek torej. Lea Haller, Špela Gonza, čas tam okrog 13:50. Lea Haller, si sicer prvič na teki tukaj v Ormožu? Ne, sem že bila pred parimi leti, tako da sem spet prišla nazaj, ker je super vzdušje tukaj.
Se spomniš mogoče tistega zadnjega tekmovanja, na katerem mestu si končala? Mislim, da sem zmagala, tako da sem letos zbrala na prvo mesto. Letos dvoboj za Špelo Gonza, kako ocenuješ tek, ki se je odločil? Ja, v bistvu smo skupaj tekle, na koncu je prevladala moja hitrost na koncu, ampak jaz sem uživala, no boljše vedno z nekom teči, ko pa sam. Vremenske razmere so kaj vplivale na tek? Ne, v bistvu boljše, da je bilo takole malo hladneje, kot pa tista sparina poletna, tako da ne, meni je bilo v redu. Rizmal, sicer odlični tekač na 10.000 metrov, je z odličnim zadnjim krogom premagal Roka Puharja, atletsko društvo Kronos Ljubljana, ki se je zmage na Kerenčičevem trgu veselil leta 2022. Puhar, državni prvak v maratonu, je srebro osvojil tudi v letu 2015 in 2021. Na stopničkah pa je bil kot tretji v letu 2020. Matija Rizmal, čestitke, dejal sem, nisem ti dajal veliko možnosti po koncu tistega predzadnjega kroga, na to pa fenomenalen zadnji krog. Ja, v zadnjem krogu sem dal res vse od sebe. Pretekel sem ga daleč, najhitrejše od vseh in sem super vesel, da sem zmagal v tako prelepem mestu. Takoj po teku si dejal, da si se počutil utrujen sredi teka, potem pa vedno je šlo bolj v koncu, vedno bolje, hitreje. Ja, nekako se je poznala utrujeno, saj sem prejšnji teden nastopil na 10 v Karlovcu in sem imel malo krizo vmes, ampak ko je treba dati vse od sebe, sem dal vse od sebe in dovolj je bilo danes za zmago. Kako ocenjuješ konkurenco tukaj v Ormožu? Konkurenca je bila zelo dobra, tekli so skoraj vsi najboljši slovenski tekači, tako da sem še toliko bolj zadovoljen, da sem zmagal in res je lep tek. Teka na 4000 in 4800 metrov sta se udeležila tudi direktorica občinske uprave Ormož Milena Debeljak in župan občine Ormož Danijel Vrbnjak. Rekorda proge sta ostala nedotaknjena tudi to leto. Pri ženskah ga še vedno iz leta 2009 drži hrvaška olimpika Lisa Stublič-Nemec s časom 13 minut 10 sekund. Pri moških pa iz leta 2010 kenijski tekač Filip Kipkorgat Jego. Glavni pokrovitelj teka je bil Javni zavod za turizem, kulturo in šport Ormož. Ivan Golob, predsednik atletskega kluba Ormož. Tako malo sem se danes, ko sem prihajal na ta tek, zamislil, 20 let že, mi pa ista faca, skoraj ista, kot leta 2003. Res je, več smo imeli takšne deževni teh uličnih tekov kot suhi. Ne vem, nekako nas skozi vreme služi z dežom, ne z lepim vremenom. No, po eni strani zdaj je bilo pravo ozračje večer za ta glavni tek, tudi prej malo je pač deževalo, samo to tekačev ne mote. Je pa seveda lepše bi bilo, če bi bilo suho, ne. Ampak kar veseli kljub temu vremenu, rekordna udeležba, rekordno število sodelujočih pri mladih je potreba pohvaliti športno šolo Dada, potem odlični družinski teki, kar 10 družin, potem če gremo k štafeti, znova fenomenalen tek, na koncu pa še pika na i, 136 sodelujoče na glavnem teku. Plus fenomenalna močna konkurenca. Ja, konkurenca pa tako. Mislim, da je takšna konkurenca, kak je zdaj tu bilo na kakšen cestni tekmi za državno prvenstvo, 10, recimo, ali pa 21, ali maraton, takšna močna konkurenca, ne vem, če bo. Res so bili odlični tekmovalci. Tudi številčno smo lahko zadovoljni, to je rekord v vseh pogledih, od družin do društva. Tudi, recimo, če bi bilo vreme, tako kak je ne bilo, bi bilo seveda še kakšnih 30 tekmovalcev več, ker v predprijava se je ogromno prijavilo, ki danes pač niso prišli. Seveda, vsake se je strašil vremena, pa predvsem pri otroških tekih. Hvala športni šoli Dada, ki so se udeležili tega teka, drugače je tudi tam bilo dosta več prijav, vendar zaradi vremena pač nekateri starši so ne upali priti z otrokom. Lea Haller pa Matija Rizmal, zmagovalca predvsem pri moških, pa tudi pri ženska, dva odlična dvoboja. Ja,
Pri ženska sem siguren bil, ker te dve tekmovalke bodo se udarili za zmago. Pri moških ne, seveda so pa bili v tem krogu favoritov še recimo pri moški kot še 2-3, ki so pač malo danes zapušali ali pač zaostali. No. Drugače pa tudi čas relativno dober. Moramo reči, da so bili boljši časi, seveda Kenijcev. Pa tudi naši atletov so bili boljši rezultati, recimo Boštjan Buč je boljši rezultat imel kot danes ti tekmovalci. Boštjan Buč, to je bilo pred ne vem koliko leti, naš Stip Laš odličen, vendar ti rezultati, kot so danes bili, so bili odlični. Sledijo pa še rezultati. Na teku na 550 metrov, kjer so tekmovali letniki 2012 in mlajši, sta se zmag veselila Ula Jurčec in Gregor Osterc. Na razdalji 1100 metrov, kjer so tekli letniki 2008 in mlajši, sta se zmag veselila Eva Tija Kolarič in Lukas Dovnik. Družinski tek je letos bil rekorden po udeležbi. Nastopilo je kar 12 družin. Zmage se je veselila družina Osterc pred družino Horvat in družino Pintarič. Na teku društev sodelovalo je 6 društev, so prvo mesto osvojili atleti atletskega kluba Ormož. Pred osnovno šolo Miklavž pri Ormožu, tretje mesto so zasedli študentje iz Ormoža. To je bila zadnja oddaja pred dopustom. Tako da se znova vidimo pred zadnji teden v avgustu. V času do takrat pa si boste lahko ogledali različne oddaje, ki ste jih morda zamudili in bi vam bile zanimive. Želimo vam prijetno in brezskrbno poletje. Pazite nase in srečno!